Moj način dela je tak, da kadar so tele volitve, čas volitev je prav, da gremo med ljudi, da kakšno rečemo, predvsem pa, da se ustvari neko vzdušje, da je volilni čas in da ljudje začnejo razmišljati, kaj se je naredili, kaj se bo, kakšne so želje. Nekateri aktivno skozi spremljajo dejavnost življenja v svojem kraju, nekateri so bolj pasivni, prav pa je, da se takrat, ko je čas volitev, da začnejo ljudje razmišljati o svoji dolžnosti. Vemo, da v prejšnjem sistemu so bile volitve v narekovaju obvezne, zdaj pa smo pač v demokraciji, ko smo svobodni, se svobodno odločamo, je pa prav, da to svojo svobodo izrazimo in vse tiste težave, ki so, dajmo se skozi te volilne lističe izraziti svoje stališče. Ko sem bil predsednik krajevne skupnosti v Logatcu, sem šel do ene gospe, ki je bila učiteljica, smo postavljali ene luči in seveda bilo treba dobiti služnost in je bila takole škarpa, cesta. Saj, ko mi smo nekako preračunali, da bi v temnem vogalu postavili to luč. Ja je rekla, tukaj je pa ne boste. Sem rekel, zakaj pa ne? Zato, ker lahko prvič v življenju rečem ne. No, sem rekel, gospa, v redu, ne? Ja, pa luč si pa želite. Ja, luč bi pa imela, sam tukaj je pa ne bo. Pa grem pa k sosedu, ne? Sem rekel, posluš, sosed, kaj pa ti meni še lahko tle pri tebi postavimo? Ja, rekel, ni problema, to se pravi, ni bilo 1 meter razlike. Ampak kaj hočem s tem povedati, da je pač ona bila jezna na prejšnji režim, na vse stvari in je skozi to skušala dokazati, da je pomemben člen v tej verigi življenja in da je prav, da tudi lahko odloča. Ona ni niti po naravi, niti po, kakor je celo življenje poznam, da bi rekel, da je žlehta, kakorkoli, ampak je rekla, zdaj pa prvič v življenju lahko odločam, a bo ali ne bo. In se mi zdi, da je to prav. Čeprav se treba pa dogovarjati tudi za skupno dobro, včasih tudi dati kakšno služnost, tako karkoli, da se lahko za skupno dobro tudi ena stvar postavi. Seveda je pa treba tu se dogovarjati, pa da se ne naredi kakšne večje velike škode. Tu sem tako malo zato povedal, da vemo, da je prav, da se gre na volitve in da se izraži svojo voljo. Zdaj, če ste kje v časopisih, pa te propagandi, ki smo tu pošiljali okoli, pa na Facebooku brali naš program, mi smo nekako v teh 8 letih zagotovili, da je delovnih mest na tem našem logaškem področju dovolj. Smo ena občina, ki ima najmanjši procent brezposelnosti, seveda jih je na Zavodu za poslovanje še kar nekaj, ko smo iskali ljudi za javna dela, pa toga smo mogli v drugo občino iskati, kajti tle, veliko niso ljudje, ki bi bili sposobni delati, ali med duševne, telesne, kakorkoli, že kakšne okvare. Skratka, tisti, ki želi, lahko dobi delo in lahko tudi dela. Zato smo tam za nadaljnje 4 leta dali program, predvsem poudarek na točki, recimo pod prvo otroci naše bogatstvo, poudarek bomo dali na vzgojo, svetovanje staršem, uvajanje šole za življenje, pomoč družini, materam, samohranilkam in tudi očetom. Vemo, da je danes družina že nekako preživeta, čeprav družina je temelj zdrave družbe in jaz podpiram družino, pa vendar je veliko mater, ki so same, ki so samohranilke, pa tudi očetje so tisti, ki skrbijo za otroke in je treba predvsem skozi to strokovno pomoč, skozi učenje pomagati, da se vživijo v to starševstvo in da tudi pomagajo tej takim družinam, ki imajo probleme. Ko sem jaz pred 8 leti prišel na občino, ni bilo kakšnih takih velikih osebnih stisk ali pa pregorelosti toliko, bile so pa finančne stiske, finančna, bi rekel, pomanjkanje in smo potem
povečali tudi sredstva preko Centra za socialno delo, preko Rdečega križa, da se lahko tudi tistim družinam, ki so šibkega finančnega stanja, lahko skozi to tudi pomagali. Zdaj v zadnjem času pa opažam, pa hodi ljudje, tudi po 3-4 imam na teden, ki pa rabijo pogovor. Pride pri mene pol ure, 1 uro, debatiramo in gre in je pol pokliče po telefonu čez kakšen teden, pa 14 dni se mi zahvalil, da sem ga poslušal, da se je razbremenil, a ne, zdaj tisti, ki so verni, grejo tu lahko naredijo tudi pri spovedniku, zdravniki nimajo časa, zdaj pa zato župan rad poslušati, pa ni nič narobe, ker skozi to slišiš stisko naših občanov, ki ni materialna, ampak pride do izgorelosti. Vemo, da so menedžerski prejemi, da je v podjetništvu po firmah vse sorta in da moramo mi priti do tega, da spoštujemo človeka, pa kakršnokoli je že. No in iz tega razloga smo tudi začeli razmišljati, da tistim mladim fantom in dekletom, ki se pripravljajo, da bodo imeli družine, da bodo imeli otroke, prav, da začnemo s šolo za življenje, kajti otrok, ki je spočet, mora rasti v materi in potem, ko se rodi, v nekem okolju, ki je ugoden za tega otroka. Ta otrok, ko pride na svet, se mora počutiti zaželjen in skozi to potem lažje se tudi razvija. Vemo, da do 3. leta mora mati skrbeti za otroka, ko bo otrok star 3 leta, takrat pa mora priti oče in oče postavi meje, dokje lahko prestopi otrok tiste svoje vragolije in njegov razvoj in dokje ne. Seveda otroka se potem usmerja do enega 6. leta in ko gre otrok v 1. razred, že mora vedeti, kaj je prav in kaj je narobe. Potem, če sodeluje šola in starši in otrok kot Sveta Trojica, lahko tega otroka še nekako do enega 14. leta vzgojimo, da bo šel skozi življenje brez kakšnih velikih kiksov. Prav pa je, da otrok izživi ta najzgodnejša otroška leta, šolska leta, osnovne šole, najstniška leta, pa tudi kot fant in punca, da ne kasneje, ki je star 30 let, ki ima že družina, da začne ugotavljati, da teh svoje mladosti, otroštvo pa ni živel in potem so razne težave, pride do krega med otrokom in staršem, med brati, kakorkoli, ker mu tistem, ki to ni izživel, ki ni bil nekako z naravo ali pa se čutil, da je bil ljubljen ali kakorkoli že, začne to ven bruhati in potem, da ima še na delovnem mestu težave, se pa to potem eskalira in imamo skozi to tudi veliko duševnih stisk. Zato smo rekli, to šolo za življenje, to bo financirala občina, organizira pa zdravstveni dom in Rogaški vrtec s svojimi strokovnimi službami. To je en, se mi zdi, zelo pomemben segment, ki ga moramo v tem obdobju, ki je pred nami tudi uvajati in tudi na to, da je zelo velik poudarek, kajti družina, otroci, to je naše bogatstvo, tako kot sem že tudi rekel. Potem drug poudarek bomo dali na čisto okolje, zdravo pitno vodo, namaševanje, ločevanje odpadkov, zaveščanje ter odnos do bivalnega okolja in živali. Skratka, želimo biti družba brez odpadkov ali zero waste. Vemo, da so zdaj vsi oceani in vse sorte tu polni plastike. Evropa je to plastiko prodajala, ali pa Kitajcem celo plačala, da so to odpeljali, oni so odprli ladje sred morja, spustili morje in zdaj te plastike vse posod polno in se skozi to zastrupljamo, to pride tudi skozi ribe, skozi ta krog prehranjevanja tudi v ljudi. Ta doba, da se te odpadke razdrobijo, je zelo dolga, tako da tle moramo dati velik poudarek pri ločevanju odpadkov in tudi treba je začeti nazaj embalažo v steklena embalaža, tako da je povratna in res skrbeti za čim manjše to obremenjevanje tega našega okolja. Velik poudarek je tudi na skrb na živalih, predvsem pa ne vem, kako bomo to naredili, da bi lastniki psov
tisti, ki nimajo to doma na kmetiji dosti velikega prostora, ampak to je predvsem za to naše urbano naselje, vse vodijo po travniki, vse povsod, noben skoraj ne pobira iztrebkov, to pride not med seno, kmetje bentijo, kajte to je kar škodljivo za živino, za preživkovalce in na tem področju moramo tudi zelo veliko narediti. Mi lahko kot občina, naš redar kaznuje samo na javnih površinah, če pa je to na zasebnih površinah, je to dolžan lastnik, ampak to lastniki pa tudi nimajo moči, kakorkoli, in moramo skozi ozaveščanje, pa tudi bomo probali skozi zakon to spraviti, da bi tudi na tem področju naredili red. Zato, ker tega je kar veliko v bloku, imajo tudi po 2 velika psa. Jaz mislim, da to žival tudi trpi, ker je cel dan samo, potem pa to zjutraj spustijo, zvečer peljejo na sprehod, seveda žival mora svoje narediti. Je pa to silo neprijetno, če potem za tem grediš, da je teh kupčkov preveč. To je zelo velik problem in odgovornost vseh nas do tega. Opažamo tudi polet, recimo, da se ne da živalem, posebno psem, ki so privezani, dovolj pitne vode, sveže in tudi takih stvari. Tako da tle moramo tudi kar velik poudarek dati skozi medije, skozi Rogaške novice, kakorkoli, pa tudi od ust do ust. Jaz sem zelo vesel, da imamo v naši skupini tudi Jožeta Hladnika, on je doktor znanosti v kmetijstvo, potem je tudi Barbara Pelis, ta reška Barbara, ona je tehnolog za prehranjevanje, imamo tudi velik poudarek dali na prehranjevanje in tudi skrb za živali in sploh za ta del življa. Potem smo dali 3. točko podporo kmetov, predvsem mladim prevzemnikom kmetij in skrb za pridelavo hrane čim bližje krožniku, velik poudarek pomoč pri samooskrbi. Radi bi, da bi ljudje začeli, tu spet govorim bolj za center dol, obdelovati vrtičke, spoznavanje zdravilnih zelišč, priprava zdrave hrane in pripravkov. Mi vemo, da ljudje ali pa naši predniki so te stvari poznali, znali so se tudi z raznimi čaji, z raznimi pripravki pomagati, zdravo živeti. Hrana doma pridelana je zelo pomembna, prvič zaradi tega, ker ta hrana, ki zrasta na tem področju, ker mi živimo, ima enako vibracijo zemeljsko, kot jo imamo tudi mi, in skozi to imamo tudi v samem traktu te prebavne encime in ta hrana lažje mi prebavimo kakor hrana, ki jo dobimo iz Južne Amerike ali pa kjerkoli iz daljših teh oddaljenih krajev. Prvič se tu zmanjšuje ogljični ta odtis, se pravi, da skrbimo za čisto okolje, da ni toliko prevozov. Drugič podpiramo te naše pridelovalce in tretjič bolj zdravo skozi to živimo, če jemo hrano iz tega okolja in seveda tisto sezonsko hrano. Tisti paradajz, ki ga mi pod zim jemo, vemo, da ni tak kot tisti, ki bi doma zrasel, pa kakorkoli že. Tako da na področju kmetijstva, pomoč kmetom, velik poudarek tudi ta. Zdaj smo imeli okrog 40 000 evrov za subvencije kmetom, da so lahko nabavili kakšen kmetijski stroj. Zdaj je tudi tendenca, da tudi manjšim kmetom lahko omogočimo in to bomo na tem področju tudi naredili, da spet nekako spodbudimo pridelavo hrane. Vesel sem, da je tudi Evropska unija, pa tudi naša država skozi te slovenske zajtrke, ki jih vsako leto pripravljamo po vrtcih, šolah, spoznala in spremenila tudi zakonodajo o javnih naročilih, da bodo lahko kmetje iz tega okoliša prodajali to hrano v vrtce, domove za ostarele in tudi za šole, za prehranjevanje verigo. To se mi zdi velik poudarek in skozi to tudi tisti kmetje, ki na tem področju živijo od svoje lastne pridelave, lahko skozi to tudi nekaj zaslužijo. Potem še vedno, čeprav smo rekli že na začetku, da smo delovna mesta poskrbeli, je prav, da imamo še zmeraj podpiramo to podporno okolje gospodarstvu, turizmu, predvsem pa ozaveščanje o vseživljenjskem izobraževanju, ter svojim znanjem skozi pošteno delo dvigati kvaliteto življenja sebi in okolja. To pomeni, da v tem času, ki zdaj živimo, ne zadostuje to dovolj, da smo mi naredili
poklicno šolo, srednjo, fakulteto, univerzo, diplomirali, doktorat, vendar se tehnika tako hitro spreminja in dopolnjuje, da se treba vse življenjsko učiti, če hočemo spremljati vse te tehnologije, ki se danes pojavljajo. Tako da tistega, kar smo rekli včasih, zdaj smo po šolo naredili, zdaj pa piš me ni več. Vemo, da se novitete, da moraš spremljati, če hočeš biti aktiven, če hočeš biti produktiven in seveda tudi uspešen. Tako da tudi na tem področju bo velik poudarek, predvsem tudi skozi Obrtno-podjetniško zbornico. Mi imamo tudi odbor za gospodarstvo, ki se stavlja nekaj podjetnikov, nekaj naših uslužbencev na občin, tudi sam sem tam, in skušamo te stvari, ki se pojavljajo, problemi tudi reševati. Vesel sem, da imamo dve močni obrtno-industrijski coni. Te dve coni želimo med seboj povezati, da smo tudi kupili še en svet, ki je delal nam težavo, da bomo lahko iz cone za Klijem prišli do stare ceste, no potem imamo pa še iz te stare ceste še dobrih 400 metrov, da pridemo drugo stran v to cono v Zapolje. V stiku smo tudi z Inštitutom za promet, so se to ogledali in ko bomo imeli rešeno s temi zemljišči in dokončno naredili tudi projekt in načrte, bomo tudi dobili za to sredstva in jaz mislim, da v enih 5-7 letih bi mogli priti do te povezave in tudi ta cesta ne bi bila potem neka obvoznica, da se ta tovorni promet, ki gre iz avtoceste proti coni v Zapolju ali na Vrhniko, če že ne gre prej dol, tudi potem po tej strani, da ne gre vse ta promet skozi Logatec. No, potem je zdaj pa tudi še veliko govori in tudi v Evropi se že pametna mesta, pametne vasi z razvojem novih tehnologij, to je ta Junckerjev program, ki omogoča trajnostni ekonomski razvoj, posledično boljše življenje. To pametna mesta, pametne vasi, to pomeni, pogoj pa je, da ima vsaka hiša, naj se bo v vasi, na deželi ali v mestu širokopasovni internet s čim močnejšim signalom, saj 100 megabitov pravi, da bi mogli biti, to je ta Junckerjev program. In tam, kjer je električna energija pripeljana do hiše, bo možno tudi po teh vodnikih pripeljati tudi ta signal. Bistvo tega je, da lahko veliko del se opravlja potem od doma, ogromno je enih informacij, predvsem o onesnaževanju zraka, kakšni so podatki, potem o varnosti, požari, seveda na zahodu so tudi že merijo zemlja, recimo v Italiji imajo čistilno napravo in tam, ko to blato ven pobirajo, to zmerijo, kakšen ima pH, kakšne sestavine, na deleč imajo sonde po njivah, zmerijo, kaj tista zemlja tam potrebuje, potem to računalnik zračuna, kakšna mešanica mora s tem blatom tu narediti in potem te traktori, ki imajo neke koordinate, tako kot so te avtomobilčki na daljinski, ki jih imajo otroci, kakorkoli, to avtomatsko same te mašine delajo. Seveda, to morajo biti velike površine, da se to splača. Bil sem tam na Čoštanju v eni vasi, so to prikazovali, se rekel, pri nas toliko pogozd, da sami traktori ne bodo vozili, se rekel, mi potrebujemo drugih stvari več, mi imamo še polske WC-je, prav pa je to, da ta Violeta Bulc pa Bogovič, se rekel, da so oni leseni, ko v srčku narisem. Resno, da so se smejali. Ampak mi moramo s to tehnologijo iti naprej, prvič zaradi tega, da mladi zainteresiramo, da ostajajo doma na kmetijah, drugič, da razvijajo svojo lastno inicijativo, znanje in da jih to vleče tehnika naprej. Mi pravimo zdaj tole, ja, to se otroci s tem obremenjeni, ampak mi moramo to vzeti kot orodje, ne kot muka. Mi brez tega drža ne moramo več živeti. Jaz smo tle not vse podatke z občine, cel računalnik, da imam kakšno stvar, vsa dokumentacija imam tle, pogledam, kjerkoli sem, ampak to je malenkost pred tistim, kar se skozi ta pametna mesta in vsi pričakuje. Tako da tu bomo dali velik poudarek, predvsem na področju izobraževanja in seveda na to, da bodo vse hiše, kot sem že rekel, tudi dobile ta širokopasovni internet. V Logatcu se to že dela, Rovtama ste nekaj že s tem
Medvedje brdo tudi, ampak tam, ker pa še ni, se bo pa to tudi še nadaljevalo. Tako da ne bo to hitro, ampak po nekaj letih pa mora to biti. Seveda in potem s to novo tehnologijo bo se pa možno tudi te stvari, ki so nekako predeluje kot pametna mesta, pametne vasi, tudi lahko to udejanjilo. Vemo, da že poskušajo, da po mestih vozijo sami avtobusi, tudi v Ljubljani, v BTC-ju do proba, ampak tu so poskusi in skozi to se to razvije in krat pride to tudi v življenje. No, potem smo pa rekli, da tudi ta wellness, tu predvsem eni si predstavljajo wellness, da greš toplice, se tam namakaš, ampak to pomeni dobro počutje, to pomeni spodbujanje in učenje naših občanov vseh starostnih obdobij, zdravega življenja, telesno gibanje, uravnoteženo prehranjevanje, spreminjanje navad, nov boljši življenjski stil, duševne aktivnosti, zmanjševanje stresa, aktivni prosti čas, osebne sprostitve. Mi vemo, da danes po službah, ki so zelo delovno aktivne in s temi menedžerskimi prejemi pride doskrat, kot sem že omenil, do pregorevanja. In nekaj časa je bilo, se ko bo pa ta pregorel, ko ne bo mogel, se zunaj drug čaka, ampak dobrih, bistrih, pridnih ljudi ni. In te ljudi je treba prvo navaditi, zato pravijo, in sem vesel, da je predsednica gospodarske zbornice gospa Šmucova in da je ugotovila, da je treba biti, če je nek direktor, menedžer, mora biti tudi učitelj, ali pa če je obrtnik, da ti delavcu to prvo pokažeš, kako se naredi, da ga vodiš, kako gre te delovni procesi, tudi kako se papirno to ureja in seveda potem od njega zahtevaš. Ne skozi mobbing, ampak da ga naučiš in skozi te prijeme, potem bo tudi ta delavec imel prijeten, zaželen občutek, bo rad šel na delo in skozi to bodo tudi večji uspehi. To je zelo pomembno v delovnem kolektivu, da je ta medsebojni odnos prijateljski in predvsem pa te medsebojni človeški odnosi na nekem nivoju, seveda mora biti opis del in nalog, vsak mora videti, kaj mora narediti, ampak če nekdo nekaj ne mora, ne zna, ga je treba pa naučiti, ne, ga damo pa na čevelj ali pa skukaj se vemo, kaj se vse sorto počne. Predvsem pa je družba padla na izpitu, če se spomnite nazaj, pa tu se še vedno kje dogaja, predvsem v gradbeništvu, koliko je bilo izkoriščenih ljudi, naših, pa tudi teh naših južnih bratov, Romunov, Bolgarov in tudi drugih narodnosti, so delali za 300 evrov, pa še to se jim potem vzeli neki za stanovanje, kjer so živeli. Skratka, na tem izpitu je naša družba padla in mi moramo skozi ta način, ko sem rekel wellness, skozi dobro počutje, to izgorelost nekako prekiniti, da ljudje dobijo nazaj voljo do življenja,